Gospod Janša, dober večer. Dober večer. Videli smo premierja, ukrepe bodo še usklajevali s pravnim redom, ampak vseeno vstop v stanovanje brez sodne odredbe zaradi orožja, racije, uporaba dronov in drugih pripomočkov za snemanje, pa zaprtje lokala, če bo tam kak nasilnež in tako naprej. Boste vi te ukrepe podprli? Zdaj prvič tega zakona na portalu e-demokracija še ni, se pravi ne obstaja. To, o čemer se zdaj pogovarjamo, so izjave z novinarskih konferenc predstavnikov vlade, pa na podlagi delovnih osnutkov, ki jih imate za sejo vlade. Tako da kaj bo zares pisalo v končnem besedilu zakona, tega ne vedo niti ministri, ker kot sem obveščen, še vedno pišejo, pa prepisujejo, pa dopisujejo, pa spreminjajo nekatere člene. Zdaj, nekatere stvari gredo v pravo smer, absolutno. Nekatere zadeve, ki so predlagane, so tako ali tako prepisane iz tistih zakonov, ki smo jih mi pripravili že v prejšnjem mandatu, pa jih je Levica ustavljala z posvetovalnim referendumom, potem so bili mnogi ukrepi ponovljeni v predlogih dolenjskih županov, pa potem ponovno vloženi, mislim, da 4-krat strani opozicije v tem mandatu. Tako da jasno, te ukrepe bomo podprli. So pa, glede na to, kaj citirate iz teh delovnih gradiv, nekateri predlogi ukrepov, ki so skrajno sporni in po moje ne bodo preživeli niti mnenja Zakonodajno-pravne službe parlamenta, niti kasnejše ustavne presoje, če bi do sprejetja prišlo. Se vam zdi... Lahko jih tudi naštejem, recimo to, kar zdaj piše v tej zadnji delovni verziji, ki je bila na vladi, se pravi, da se lahko uporabljajo tudi nezakonito pridobljeni dokazi. To jaz mislim, da v nobeni pravni državi to ne more iti skozi, ker pol smo v sistemu, ker cilj posvečuje sredstva. In to seveda ne bo veljalo samo v enem delu Slovenije, to potem velja povsod. Pa to, da lahko vstopiš v stanovanje, če policist oceni, da so tam neki nevarni predmeti, gledajte, tega po moje tudi v končni verziji zakona ni možno napisati. Se vam zdi, da sta se pola na nek način zamenjala? Levica, kot pravite, bi stopnjevala represijo, desnica pa opozarja na kratenje človekovih pravic? Mogoče ne gre za to, bom rekel, neko soočenje dveh skrajnih pogledov. Gre predvsem za to, da se razlikujemo v pogledu na to, zakaj smo se znašli v tem stanju in ali res potrebujemo nek Šuterjev zakon za to, da bi se začelo ukrepati, ker mimogrede zdaj to nasilje, ki ga povzročajo pripadniki neke skupnosti, ne vsi, ampak pač tisti, ki mislijo, da so nedotakljivi, se dogaja tudi v teh dneh, tudi danes ste o tem poročali. In dejansko je glavni problem ni to, da nimamo ustrezne zakonodaje. Glavni problem je to, da državni organi zakonov, ki veljajo, ne uporabljajo za vse enako. Se pravi, če vi naredite nek prestopek, boste obravnavani drugače, oziroma bi bili v zadnjem času obravnavani drugače, kot če to naredi nekdo iz romskega naselja. No, omenili ste, da nekateri ukrepi gredo v pravo smer, verjetno tu mislite otroške dodatke, pa socialno pomoč, ki bi se odtegnila v primeru, oziroma bi iz naslova socialne pomoči imali globe ob nekih manjših krajah in to naprej. To so bili predlogi županov. To verjetno bi podprli, pa me zanima... Ti predlogi so bili pripravljeni že v našem prejšnjem mandatu, gre enostavno za to, da se ne financira... Dikcija je bila drugačna. Ja, gledajte, zdaj bo mogoče kak ukrep napisan drugače, tako da bo stavek obrnjen, ampak gre pa za isto stvar, gre za to, da se z denarjem davkoplačevalcev ne financira neko stanje, v katerem se bohoti kriminal. Dobro. Pozvali ste k protestu pred izredno sejo, ki je sklicana na temo varnosti. To še vedno velja? Ta seja je v ponedeljek? Ne, mi smo se s tem pozivom, sem se jaz pač takrat pridružil predlogom civilnih iniciativ, ki so predlagali protest že prejšnji petek, za 31. oktober. Vendar seveda to ni bil ravno primeren datum. Potem pa je, glede na to, da je tudi vlada to resno vzelo,
in da se je začelo govoriti končno o tem, da bodo sprejeti ukrepi, ki so že dolgo časa na mizi, je pač treba najprej zagrabiti to priložnost. In kot sem dejal že večkrat v zadnjih dneh, mi ne bomo ravnali tako, kot je ravnala zadnja 3 leta in pol vladna koalicija, da je zavrnila nekaj zato, ker smo to mi predlagali. Če bodo oni predlagali karkoli pametnega, še posebej to, kar so prej zavračali, ne, pa mislimo, da je bilo potrebno, potem bomo to podprli. Če pa tistih spornih členov, ki posegajo v človekove pravice, ne umaknejo, pa tega ne boste podprli? Glede, če bodo očitne protiustavnosti v tem zakonu, potem seveda zelo težko glasuje za cel zakon, kar pa ne pomeni, da nasprotujemo tudi tistim ukrepom, ki so pač pametni. Ampak kot že rečeno, slišim, da se danes veliko dogaja in da bodo nekatere zelo sporne stvari iz tega zakona umaknjene, kljub temu, da so bile na vladi potrjene. Dobro, preden nadaljujemo, poglejmo izjavo premierja Roberta Goloba ob izredni seji v Novem mestu. Slišim jezo, ja. Ampak, ker nisem prvič v Novem mestu, še bolj kot jezo čutim strah. Strah tiste nevidne, neglasne množice na celotnem Dolenjskem, Posavju, ki mogoče danes ne pride do izraza, in predvsem sem danes tukaj, ker čutim bolečino. In ne smemo pozabiti, zakaj smo danes tukaj. Zato bom jaz najprej izrekel sožalje družini in svojcem pokojnega Aleša Šutarja. Odstopila sta dva ministra, premier se je kljub množičnim protestom odpravil v Novo mesto in tu so ukrepi, ki so jih napovedali za zagotavljanje varnosti. Kaj bi po vašem mnenju moral premier Robert Golob še narediti? No, na prvem mestu bi moral odsloviti ministra, ki je bil koordinator reševanja problemov, ne, ki se niso reševali. To je ministra Mesca. Od ostalih stvari je pa to, da se zdaj 2 tedna, ne, celotna država, celotna vlada, vsa administracija ukvarja z enim zakonom, da vse ostalo stoji, da se delajo, kot da 25% teh rešitev, o katerih zdaj razpravljajo, pa se delajo, kot da je to nekaj novega v tem Šutarjevem zakonu. Ni bilo predlaganih že prej, pa da so jih zavračali. Glejte, to je zelo neodgovorno. Ne. Tisto, kar je pa dobro, je pa to, da so pač končno spregledali, da nekatere stvari ni možno rešiti zgolj na ta način, da vse zvračaš na krivdo lokalnih skupnosti, pa nestrpnih prebivalcev dol, pa na to, da enostavno premalo denarja za integracijo, ne, čeprav je problem v tem, da je bilo tega denarja prej preveč. Ko govorimo o odgovornosti za varnostne razmere, vi morda čutite v sebi kakšen delček odgovornosti za razmere? Zdaj, če mene vprašate, ali bi se dalo več narediti, tudi recimo v času prejšnje vlade, čeprav je COVID, ja, dalo bi se več narediti. Vprašanje pa je, če smo to lahko naredili. Ne. Kot že rečeno, pripravljeni so bili ukrepi, zakoni so bili dani v sprejem, ampak so bili blokirani strani takratne opozicije, ker smo bili pač manjšinska vlada večino tega mandata. Tudi vi imate v svojih arhivih polno izjav iz tistega časa, kako so temu nasprotovali, pa niste doslej še nobene objavili. Drži pa to, ne, da so bili tisti ukrepi bolj usmerjeni v prejemke socialne pomoči, kot pa zajezitev nekega nasilništva oziroma odpravljanju kriminala, kot vidimo. Ne, to ne drži. Leta 2021 je bilo vključeno v smernice za delovanje policije, v bistvu ne zelo veliko, ampak so bili vključeni vsi potrebni ukrepi, ki jih policija lahko uporablja že po obstoječi zakonodaji in so se v veliki meri tudi izvajali. In takrat tako velikih ekscesov ni bilo. Vlada je bila kljub COVID-u 2-krat v tej regiji, to je bil osrednji problem, ki smo ga obravnavali in reševali. In kaj se je zgodilo potem? Prišla je nova vlada, novo vodstvo policije, z smernic za delovanje policije so vrgli vse ukrepe, ki so se nanašali na kriminal romske populacije ali pa dela romske populacije.
ta beseda je praktično izginila iz teh smernic za delovanje policije. Pa na to temo samo še to omenim. Pa še to, gledajte, prav te ukrepi so bili usmerjeni predvsem v socialo pa te stvari. Ja, sej končno je to bistveno, razumete, ker sicer bomo imeli samo to spiralo. Zdaj, če otroci ne bodo hodili v vrtec pa v šolo, ne, potem se lahko stalno ukvarjate samo z kriminalom, ki se bo bohotil v teh okoljih, potem to še plačujete preko socialnih transferov in lahko pol zaostrujete represijo do konca, pa tega ne boste preprečili. Trajalo bo eno generacijo, ne, da se ta integracija začne resno izvajati. No, se to, ne, ti ukrepi z področja sociale so verjetno bolj usmerjeni v dolgoročne učinke, kot pa kratkoročno zajezitev nekega kriminala na nekem območju. Samo na tole bi še spomnil, junija leta 2020 so bili župani Gregor Macedoni, Vladimir Prebilič pa Andrej Kavšek pri notranjemu ministru, tu imam zapisnik tega srečanja. Minister Hojs pove, pa citiram, podatki, ki jih imam, kažejo, da je zadeva kritična. Minister doda tudi citat, se je o tem že veliko govorilo, a se do zdaj ni naredilo nič. Po tem sestanku je bila ustanovljena delovna skupina. Danes župan Ribnice govori, da če želiš, da se kriminal ne zaustavi, ustanoviš delovno skupino. Pa me samo to zanima, torej videli smo, vlada je v 2 tednih lahko sprejela nek zakon na seji vlade, torej se ne bi dalo morda že prej urediti nekih varnostnih razmer? Mislim, da sem vam prej razložil, da na podlagi tudi tega sestanka, pa 2 obiskov vlade v regiji, so bili pripravljeni zakonski ukrepi, ki so bili predlagani, pa jih je pač Levica zaustavila s posvetovalnim referendumom. In kar se tiče policije, v smernice za delovanje policije so bili dodani vsi potrebni ukrepi. Dobro. Ta teden je državni zbor nagovorila predsednica države, pa kar poglejmo izjavo. Ker smo skupaj zavozili, smo danes skupaj odgovorni, da poiščemo rešitve. To, kar skupnost pričakuje od politike, ni iskanje krivcev in maščevanje. To, kar skupnost pričakuje od politike, je, da dokaže svojo zrelost in učinkovitost. Gospod Janša, zakaj so vaši poslanci obstruirali to sejo? Zaradi tega, ker je predsednica rekla, da je to začetek dialoga, ni pa bilo dovoljeno predstavnikom poslanskih skupin, da predstavijo svoje stališča. Ni bil to prvi nagovor strani tega te funkcije, tudi prej so nagovarjali in so bile situacije, ki so bile pač kurtoazne in so bile situacije, ki so bile resne kot je ta in poslanske skupine so pač predstavile svoje stališča. Nič ne bi škodilo predsednici, da bi slišala tudi, kaj v državnem zboru razmišljajo tisti, ki so bili tja izvoljeni, še posebej, ker recimo, če se spomnimo njene reakcije potem, ko je bil grobo napaden župan Ribnice, ona je šla v romsko naselje, se slikala tam z različnimi pripadniki skupnosti, tudi takšnimi z kriminalno preteklostjo in ti so potem njene slike kazali, ko jih je naslednjič povprašal po odgovornosti. Tako da, kar se tiče tega, da smo vsi enako krivi, to običajno govorijo tisti, ki želijo svojo lastno odgovornost razporediti potem na vse. Sej to poznamo iz različnih situacij. Ampak predsednica se sklicuje na poslovnik državnega zbora, pa vam očita slabo politično omiko. Ne, predsednica se sklicuje na to, da po poslovniku ni razprave o njenem nastopu ali po tem, kar je ona povedala, to seveda drži. Ne piše nikjer v poslovniku, da poslanske skupine ne smejo predstaviti svojih stališč. Res pa je, da ni mišljeno, da se razpravlja pa polemizira z njo in tega tudi nismo pričakovali niti zahtevali. Smo pričakovali, da bo tudi ona pripravljena prisluhniti končno tistim, ki smo dolga leta zagovarjali neke ukrepe, za katere zdaj govorijo, da so pa z neba padli. Pa nekateri vam pa vendarle očitajo, da bi bilo dobro, da bi izkazali spoštovanje do funkcije predsednika države in da vendarle bi tudi vaši poslanci to poslušali. Glejte, nismo v enopartijskem režimu, več smo v demokraciji in tukaj so zadeve obrnjene. Tisti, ki so nosilci funkcij, tisti morajo spoštovati državljane
In tudi, ko gre za različne veje oblasti, se morajo spoštovati med sabo in spoštovanje si je pač potrebno zaslužiti. Ko smo bili mi, recimo, funkcija, ne, so korili naše lutke pred državnim zborom, jih obešali z mostov v Mariboru, kričali po trgu smrt janšizmu, pa se sedanja predsednica ni nikoli oglasila, čeprav je vse živo komentirala. No, pa vendar, ne, mislim, nekateri bi rekli, saj ni važno, če spoštuješ človeka, važno je, da spoštuješ funkcijo, ki jo predstavlja. Že, ampak kot že rečeno, ne, ta delitev je obstajala nekoč, zdaj ne obstaja. Pač funkcijo opravlja neka oseba in če ta oseba opravlja funkcijo tako, da spoštuje državljane, potem bodo tudi državljani spoštovali in to osebo in funkcijo. Dobro. Božičnica je bila tudi v teh dneh poslana v parlamentarno proceduro. 640 evrov za vse slabih, 150 evrov za upokojence, pa še en dvig plač v javnem sektorju, podaljšana veljavnost vinjet, pa če bodo nižje položnice v domovih za starejše decembra. Vas morda skrbi, da bodo ljudje pred volitvami rekli, pa saj ta vlada pa ni tako slaba? Glede, če bodo ljudje rekli, da ta vlada ni tako slaba, potem bodo tudi za njo glasovali, pa bo dobila še en mandat. Ampak je zelo dvomim, da bodo to rekli zaradi obvezne božičnice, ki je v bistvu obvezen davek, pa podaljšanje vinjet in tako naprej, ker pač volivci velikokrat na kaj nasedajo, nasedajo pa na iste trike vsakič. Ampak če so pri sami vsebini, jaz si želim, da bi čim več ljudi v Sloveniji dobilo čim večjo božičnico. Vendar pa mora biti ta izplačana iz denarja, ki obstaja. Zdaj, če to izplačaš iz denarja, ki ga podjetje ali pa država nima, potem bo treba te račune na nek način poravnati in kdo jih bo poravnal, mi davkoplačevalci. Na koncu nič ne dobiš. Pa če bo to izplačevala podjetja, ki dihajo na škrge, potem naslednje leto ne bo ne božičnic, ne plač, ne delovnih mest. In pa še pred nami je referendum glede prostovoljnega končanja življenja. Vsak izmed nas ima neko zagotovo težko izkušnjo glede zdravja, morda svojcev. Glede na te težke zgodbe menite, da boste uspeli prepričati večino, da vendarle glasuje proti? Zdaj, po mojem mnenju, pri tem vprašanju niti ne gre za to. Res je vse to, kar pravite. Imamo pa tukaj neke okvire, recimo zdravnike veže Hipokratova prisega. Oni ne smejo delati tega, tudi ne smejo zagotoviti nekoga drugega, ki bo nekomu končal življenje, ker je to v nasprotju s to prisego. Kristjane veže 5. Božja zapoved, ne ubijaj. Vse skupaj, ki živimo v tej državi ali pa smo državljani te države, pa veže 17. člen Ustave, ki pravi, človekovo življenje je nedotakljivo. Jaz se lahko tudi strinjam s tem, kar piše v zakonu, ampak če spoštujem Ustavo, če so zdaj pri spoštovanju, potem za tak zakon ne morem glasovati, niti tak zakon ne bi smel priti v proceduro. Človekovo življenje je nedotakljivo. 17. člen Ustave, jaz sem bil član tiste ustavne komisije, ki je to predlagala, glasoval sem takrat v prvem parlamentu za ta člen in to pač jemljem resno. Samo še to, bo ta referendum morda pokazal tudi neka razmerja moči na političnem parketu? Zdaj, ta referendum bo pokazal, kolikšen del slovenskega volilnega telesa resno jemlje slovenski ustavni red in kolikšen del volilnega telesa se požvižga na ustavo. Dobro, najlepša hvala, da ste bili nocoj naš gost. Hvala lepa.